Takrat, ko smo naredili ta strip 2016-17, založnik Beogradu mi je povedal, koga pa vojna zdaj pa zanima. Ampak se je izkazalo, da so vojne vedno v modi. Žal. Bom malo prebral, kako je nastala. Nastajala je 11 let. Neke noči leta 2007 smo se v stanovanju v 18. nadstropju stavbe v Južnem Londonu Saša, Mišel in jaz začeli pogovarjati o vojni po razpadu SFRJ Jugoslavije. Dogovorili smo se, da bomo naredili risano zgodbo. Izredno pomembno je namreč, da ostanejo dogodki zabeleženi in ohranjeni. Če so prepuščeni spominom, ti zbledijo, se čez čas spremenijo, dejstva pa nadomestijo miti in legende, ki so zelo podvrženi različnim manipulacijam. To je en od razlogov, zaradi česa smo naredili ta strip. In druga je, ki sem želel povedati zgodbo mojega prijatelja iz otroštva, ki je najbolj miroljuben človek, tih prijazen, ampak se je odzval na mobilizacijo. On bil tak miroljuben, da so ga v Srbiji koncem 80 so ga klicali Slovenec zaradi njegove miroljubnosti, ampak se je odzval. In me je zanimalo, zakaj se je odzval in kaj se je dogajalo v teh 2 mesecih Slavoniji, slavonskih vasic, preden so jih poslali v Vukovar. In ta strip o vojni je pravzaprav proti vojne, ker vojna dela škodo vsem, ljudem, živalim, vsem, razen etničnim podjetnikom, kateri profitirajo iz vojne. In eto, sem poskusil čim bolj in čim jasno razlagati to zgodbo, njegovo teh 2 mesecev, ki je bil v Slavoniji, in da bi bila tako enostavna, risba je tako narejena, da bi vsak lahko bral, poseben je bilo značilno, da bi jih brali dijaki, srednjošolci, študenti in mlajša populacija, in zaradi tega strip ni obremenjen s detajli in tako naprej.